Danes z veseljem v svoji družbi pozdravljam podjetnika in coacha. Tomislava Hajdiča sem spoznala po slučaju, v narekovajih rečeno, na predavanju Milana Nikoliča iz Ane in takrat tisti večer je bil poln nekih močnih energij in spomnim se besede coach. Tudi jaz delam kot coach. In potem čez nekaj mesecev sem se odločila, da Tomislav te pokličem in povabim. In zdaj sva tu. Lepo pozdravljen. Super, lepo pozdravljam tudi tebe, pa vse gledalce in gledalke tvojega super kanala. Sem zelo vesel, da sem danes tukaj. Tomislav, se mi zdi, takrat sva šla prvič na kavo, sestanek, se pogovarjala, pa se mi zdi, da si res človek akcije. Gremo, rešitev, kje je rešitev, najdemo rešitev in delamo. To je odlika podjetnika, coacha ali tebe osebno. Ja, tukaj dobro izhodišče. Sem pristaš, da se ljudje pogovarjamo o rešitvah. Tudi vedno je v življenju uspeš, če iščeš rešitve. Tudi pomembno je, kakšno družbo izbiraš, s kakšnimi ljudmi si v stiku. Zato mi je všeč, ker se kolektivna zavest toliko prebuja, da dejansko do izraza prihajamo ljudje, ki si dovolimo, da postajamo, v bistvu, da je vsak svoj unikat. Pri vseh stvareh se mi zdi, da ključno vsega je dejansko, bolj kot te je nekaj strah bilo, bolj moraš iti stopiti v neznano. In ko stopiš v neznano, si nagrajen za to. Kar pomeni, recimo, jaz dnevno, se temu reče, umrem, pa se rodim. Kaj to pomeni? Jaz vsak dan zjutraj meditiram minimalno 10 do 20 minut. Všeč mi je, tisti pregovor, ki pravi, vsak dan je treba meditirati 10 do 20 minut, če pa nimate časa, morate pa 1 uro meditirati. Tako da v bistvu sam sebi daš neko izhodišče, da v bistvu si nagrajen, če vložiš neko, da investiraš vase, se pravi čas, da si dovoliš pristno biti sam seboj, poiskati pri sebi, kaj te žuli, pa poiskati rešitev. In to je v poslu pomembno in to je v privat življenju pomembno in kot si lepo rekla, jaz v bistvu life coach, to v smislu, moje dušno poslanstvo je nekaj drugega, kot je pa zemeljsko. In mi je všeč, da so ljudje začeli tudi to zaznavati, da je treba ločiti, kaj imaš zemeljsko, ki ustvarjaš neke, bo rekla, zemeljske prihodke, ki so potrebni za zemeljsko življenje, hkrati pa se kot duša lahko razvijaš v spiritualno bitje. Jaz sem tle, vedno rečem, zanašam na stvarnika in stvarnico, pač jaz pravim, sta dva spola, in se direktno naslonam in dobim odgovore na vprašanja. In kar je pomembno, da v bistvu prva misel, ki jo zastaviš in prvi odgovor je resničen odgovor. Da je te všeč ali ne, to pomeni poslušaj sebe. In jaz sem na vsakih, ki individualno učim ljudi, vedno rečem, ko imaš vprašanje za gor, za stvarnika, stvarnico, prva misel, ti všeč ali ne, je resnična. In ti vprašanje, ker naprimer intuicija ti reče, bi šel v soboto na ti sestank, če ti reče ne, itak ne greš. Če cincaš, je odgovor ne. In tle so ljudje doskrat so se zaplikali, vsak mu rečem, pa probi. Izključno ja pomeni ja. In takrat greš. In takrat si nagrajen, ker stopiš v neznano, se prepustiš, nisi v neki rutini, kar sem zelo pristaš, da vsak dan je drugačen, da še enkrat rečem, vsak dan umremo, vsak dan se rodimo. Veš, kaj mi je všeč? To, da v bistvu v tebi res čutim tega naturščka. Meni so recimo, zdaj pa gremo v en drug poklic, recimo igravci, šolani, univerzitetni, v redu, nič proti uradnem šolanju, ampak potem so pa tisti naturščki, ki pridejo in kot strela z jasnega in jih res uživamo v njihovi pristnosti, v tem njihovem talentu. In jaz sem imela nekaj let nazaj vizijo, kako te naši poklici, včasih je bilo tako, to je človek, ko je šel delat, on je ostal v isti firmi celo življenje, pri 18 se je izučil, šel v poklic in to je bilo za njega. To je bilo za njega, to je to. Zdaj pa časi so se zelo spremenili. Jaz sem videla v viziji, da prihajajo te talenti na plano in da bodo to postali in poklici oziroma neko delovanje, ki ni vezano na šolo, ki ni vezano na uradno izobrazbo, ampak res prihaja iz globine duše, iz nečesa, s čimer se človek že rodi oziroma se razvije tekom življenja v njem. In to sem prepoznala v tebi. Kdaj pomniš prvi spomin na to, da si rekel, nekaj več je?
Se pravi na prisotnost duhovnega sveta. Všeč mi je, v bistvu, zdaj sta te dva vprašanja, pa bom rekel, zdaj bom na te prve tega odgovoril. Že kot majhen mi je mami večkrat rekla, pa dobro, ti si skozi govoril od angelov, pa od duš. Enostavno, dajmo se zavedati, pa nehimo sami sebi lagati. Mi smo duše v telesu in tle ne bo noben več tega izpodbil. Všeč mi je, ko so zdaj znanstvene dokazi, delovanje misli poganjajo telo, ni obratno. In ti moraš se zavedati svoje veličine, to je prva stvar, kar pa šolski sistem, ki si ga prej omenjala, ne želi. In to mi je všeč, ker smo začeli zbujati ljudi. In jaz, ker recimo delam z ljudmi 1 na 1, pa rečejo, kakšni, ja, pa se ni res, da se ne spreminja. Mi sebe spreminjamo. In jaz recimo vidim, opažam, en hčerka reče, ati, pa ti bi lahko imel predavanje v šoli, pa bi se začeli drugače. Sem rekel, ne, Hana, ti vidiš rešitev in je znotraj razreda vneseš svojo prisotnost in povečaš in zbudiš v drugih, da se začnejo zbujati, ne v iskanju, da si nagajajo, ampak da iščejo rešitve za skupno dobro. In zato, kar si prej rekla, dejansko naše generacija, jaz sem pač v 80-ih rojen, mi smo prišli s poslanstvom, da ali bomo zbudili ali pa ne, ampak v bistvu se ne smemo sekirati, kdo se bo, kdo se ne bo. Jaz sem tle, da zbujam v prvi vrsti sebe, v drugi vrsti bližnje in se širi. In to mi je všeč. Da se bom pa navezal na tvoje vprašanje, kdaj sem pa recimo imel prvo tako, do zdaj tudi edino izkušnjo, bomo videli, če se mi bo še kdaj kaj takega zgodila. Bil sem star 11-12 let, ko sem šel zvečer v svojo sobo. To je bilo noro, to je bilo res nekaj tako neverjetnega lastnim očem težko, ampak verjamem, to je bilo noro. Vlegel sem se v poslo, imel sem jogico na tleh in v tistem momentu je čez šipo, čez steklo prišla v prostor takole velika krogla, ki se je vrtela zelo hitro, oddajala tako belo svetlobo, belo srebrno svetlobo, malo na modro mogoče, ampak ne, bolj na belo. Hkrati je pihal v prostoru, jaz sem čutil v laseh veter, prestrašen sem bil toliko, da noro, kada sem videl, ko se reče, a z Boga videl, ne vem kaj, ampak zdaj vem, da je bila v bistvu neka zavest, neka prisotnost, ki se nazaj spomnim, kako je v bistvu se ustavila pred mano in me nekako, kada me opazuje, majstera se už zbudil, da daš misel, da si prišel sem sam zato, da už tle, ne vem, zemeljsko nekaj, ampak se mora začeti zbujati in to je bila aktivacija. Zakaj vem, da je to bilo res, ne? Ker sem v tisti sekundi, ko je šla krogla nazaj, čez šipo ven, jaz sem ves šokiran, preletel v spalnico, mami svidela, šel sem v dnevno ati in Ben ni nič videl, so pa vedeli, da sem šel v sobo, tako da pač ni bilo to stanje san, ampak je bilo budno stanje in vabam, če še kdo imel kakšno tako izkušnjo, bom ful vesel, če me kontaktira, da spregovorimo o tem, zato so mi tudi recimo zelo blizu krogle, kot energetsko, veliko uporabljam v smislu vizualizacije, da neko stvar sčistaš, aktiviraš, s pomočjo miselnih krogel, lahko pač uporabljaš tuš, svetlobo. No, tako da rečemo, kdaj sem se aktiviral, zelo majhen za nekoga, ampak mislim, da všeč mi je, ker smo se začeli zdaj, ta generacija, veliko o tem pogovarjati. Ljudje niso več, wow, kva pa ti govoriš, ampak so začeli iskati. In ni več zanimivo, da se sam pogovarjajo ljudje, katero stvar sem si kupil, pa ne vem kaj, ampak kaj si naredil? A si izboljšal življenje, a si naredil kaj, ne vem, na tem, da se umiriš, da imaš notranji mir, ker ga ni denarja, ker to lahko kup. In dejansko ful mi je všeč, ker se tega ne da več ustaviti. Danes recimo, bom rekel temu, tema nam je preizkušala, če nam ne bo uspel intervju, lahko zdaj javno poveva, in prvi ni šel čez, povezava nikakor čez, nič hudega, kje je rešitev, grejo poiskati lokacijo drugo in zdaj teče. Tako da ti dam pa te besedo, sem malo preveč povedal. Super, da si to izpostavil, ker najbrž jaz ne bi, ampak zdaj bom povedala, da se te vsebine, ki jih širimo, se pravi ozaveščanje ljudi, govor o duhovnem svetu, o duši, o polnomočnem življenju, o svobodi duha, to so resnično energijsko in duhovno močne zadeve. In večkrat, to, kar se mi je danes s tabo zgodilo, se mi je že nekajkrat v
prejšnjih intervjujih tudi že zgodilo in smo mogli celo prestaviti snemanje. Se pravi, normalen signal, vse dela, v trenutku, ko se začne snemati, vse začne padati dol, blokirati, ne da se. Ljudi to celo, recimo, poznam tudi primer, gospa celo je bila tako utrujena od tega, da je rekla, jaz trenutno ne morem snemati, vsaj 3-4 dni rabim, da se spočijem. In potem sva naredili čudovit intervju, pač čez teden, 14 dni kasneje. In, a si kaj utrujen? Ne, nisem, ker sem zjutraj naredil svojo jutranjo meditacijo, kot sem rekel, to je tako kot hrana, energetska hrana za dušo, ker da bi izkoristil to zdaj debato še za to, da se malo ljudem pove, a ne, da dejansko vse informacije, ki so že v Zoom. Noben nič kaj novega ne bo iz Zoomu, ampak lahko edino delimo, ti imaš določene izkušnje in nekdo ima druge izkušnje, dajmo se učiti. Pa ben ni ga vsega veden, pa vsega vešč. In čist simpel je, če jaz nekaj probam na lastnem telesu, na lastni duši, pa da jaz najdem en recept, pa da meni deluje, jaz ga bom povedal in nekomu bo ustrezil, a ne? In bo nadgradil. Jaz recimo imam prehod iz spanja v budno stanje, v ležečem položaju čutim, da se telo zbuja, lahko celo, toliko sem zdaj že dober, da grem po sanjah, pa poiščem nekaj, ampak ključno mi je, da stanje možganov vem, da je takrat podzavest še aktivna. Podzavest pa jaz pravim je software, to so nastavitve in tam ti lahko spremeniš, da si daš nekaj, kar te bo spodbujal cel dan, ne? Lahko se spodbujaš, rečeš hvaležnost, zjutraj da rečeš, lej, hvala, stvarnica, čutim svoj telo, kjer feeling. In dvigneš občutek hvaležnosti vse, ne vem, jaz raztegnem pol, bo rekla, kada si dam kroglo okoli srca in jo raztegnem čez cel prostor, čez cel telo. Počutim se umirjenega, ne sploh fokusiranega, ampak v stiku z zavestjo, ki teče. Zato tudi zdaj recimo debata ful dobro poteka, ker sva oba se pustila, nej teče, nej poteka, neva kanalizirati se reče. Nismo pa tega, noben pa tega ni znal. Vsi smo mogli delati na sebi, vse, da smo prišli do tega stanja zavesti, da smo lahko danes, lej tukaj sem, tle sem s tabo ali pa kjerkoli si, da si prisoten. Tomislav, koliko ti tega uporabljaš recimo v podjetništvu in na kakšen način si podjetnik s tem ozadjem duhovnosti? Čisto enostavno, primer iz prakse povem, jaz hodim recimo v tujino na kakšne sejme, da najdem kakšne proizvode, ki jih recimo tržišče potrebuje in primer, pred leti sem šel na en sejem v Nürnberg, sem nekoga spoznal, on me je čez 3 leta kontaktiral, ker sem je zapomnil, da so imela debate, da je bil dober, da je bil humor, pa je bilo pristnost, me kliče prav, le jutri imam v Celovcu en namen, če bi prišel, niti me ni zanimalo, zakaj se gre, šlo je za to, da bi ene izdelke plasirali v večje slovensko podjetje, oni so pa rabili nekako tle predstavništvo in skladišče. In še danes vem, da v bistvu mene je palala energija na sejmu izmed 100 do njega. 3 leta zatem je on mene kontaktiral, je stekla, sva šla skupaj na sestanek in smo začeli plasirati produkte na trg. Hočem to reči, mene intuicija vodi, jaz meni rečem, grem na sejem, lej, izmed to najvišje dobro, že zjutraj rečem, lej, hvala stvarnica, da za prave informacije, da srečavam prave ljudi ob pravem mestu, trenutku in se to zgodi in se jaz ne rabim matrati. In bolj pri oblikovanju ponudbe in vsega, intuicija spet. A gremo s tole ceno? Ne. A smo že bližji? A je ta cena pravilna? Ja, pošljem, dobim naročilo, kontaktiram in teče. In v bistvu posel je del, meni je to čistko, posel je meni užitek in rad to delam, kar delam, se pravi, da sem in na terenu, se usedem na viličarja, premetavam, lej, sem gospod, lahko sem kmet, vsem mi je, ker uživam vsem. In tako da top mi je. In tleka recimo zdaj, ko bom rekel, evo, današnji pogovor mi je všeč, da me ljudje malo določeni še spoznajo, če si želijo, bojo najdel pot do mene. Jaz delam najraje 1 na 1, vizualiziram pa tudi zanimiva predavanja v bodočnosti, ko bomo lahko obdelali odnose, tle imamo ogromno materijala za predelati. Glede te meditacije, ki jo jaz sam izvajam, recimo, lahko se ljudje naučijo. Skratka, treba je pa še to povedati, Taja, se ti to veš, da v prvih 7 letih so možgani v stanju alfa, kar pomeni, ti zaznavaš okolico, v kateri živiš. Takrat se programiraš.
In če imaš srečo, da si se inkarniral kot duša v tem življenju, vedno moraš gledati tudi, da so prejšnja življenja pomembna. Jaz imam srečo, da sem imel starše, ki so ustrezali moji duši. Se pravi, sem lahko lažje dosegel to stopnjo, ki jo zdaj imam, ampak se je prav, ker jaz to prenašam že na svoje potomce, hkrati pa, bom rekel, moramo tle program nastaviti, ker ljudje pravijo, jaz ne vidim rešitve. Da greva pogledati v otroštvo, kdo ti je govoril, da ni rešitev. Jaz pomagam ljudem, da prepoznajo, kje so jim vzorci bili zapisani, kdo jim je sprožil nekaj močnega emocijskega in jaz to znam, da mu pomagam, da predela, da išče rešitev in jo najde. Da se sooči praktično s samim seboj, ko je bil mlad, pa je bil zatrt, ampak jaz pol tudi imam uvid, pa rečem, ne pa je v prejšnjem življenje, pa vidim, kako si ti lahko tej osebi isto povzročil, da si pa izkušnjo doživel, zdaj pa bo žrtev, kar je največkrat pri teh problemih, ki se sami se smilijo, ali pa greva v rešitve. A imaš jajca, a imaš pogum, prid, greva poiskati. Ne? Ja, pri tebi se res čuti to odločnost tudi, ne? To aktivnost, odločnost in to, da si osredotočen na cilj oziroma na nek dober rezultat. Tako, če se malo pošalim, ne, na prvi kavi si rekel, ja, mi moški smo zdaj trenutno vrsta v izumiranju. A so tvoje stranke moški oziroma čutiš to poslanstvo, da bi rad nekako moške podprl? Ja, tako, kar se tiče do zdaj, je bilo tako 3/4 so ženske prišle k meni, 1/4 pa moških. Dejstvo je, da moški imajo neke, težko se odpirajo vzorce, ampak mi pa zanimivo, ko ženske pridejo pa pravijo, descev ni. Jaz pravim, kaj pa ženske delate za to, da bi bili? Če opazujete zdaj, kako vzgajajo. Joj, sej sine, to ni, zdaj bom jaz, a si lačen, a si uno, vse naredijo na njega človek, fant niti na odločitve ne more sprejeti, zato zmeri rečem, dajte pstiti, ko vzgajate, dajte fantu možnost 2 izber, vi veste, kjer je dobro, ampak dajte mu, da se odloči za nekaj, mamice nehte jih v vato zavijati, ker jim nadelate usluge. Druga stvar, Taja, je pa današnja agenda, pa da ne bomo šli predaleč, to je lahko tema za drugič, je, da vsak kanal danes v bistvu projicira, sami vidite, no, da so fantje, ne vem, pa na make-up, pa ni pa una, pa mene to nič ne moti, vsak ne, ampak dajmo še vsem biti pristaši tega, da se moškost izraža, ker ženske ste začele pogrešati desce. Ampak v bistvu pa 2 generacije nazaj se še strinjam, je bilo ženske ste bile preveč zatrte. Zdaj se šle pa nekako kot kolektivno predelač. Mi imamo pravice. Pravilno je, da imate in tudi prav je, in jaz sem pristaš tega. In pol ženske recimo, ja, pa nismo enako plačane. Recimo, ja, zanj sem en intervju videl, pa je bilo tako pa prav. Ja, sej, za manekenstvo ste pa ženske bolj plačane, kot pa moški v nekem športu. Treba je tako gledati, pač, če si se inkarniral kot nek spol, sprejmi to, poišči svoje prednosti, išči, kjer osmerite žene, pa ne se obremenjevati s tem, kako je sistem krivo, ne vem kašen. Ti išči svojo pot, ker sistem se ne bo tebi prilagajal, ti moraš svojo pot iskati, ne? In jo najdeš. Ne čakaj, da te v sistem reši, pa te ne bo. Ljudi moji, zbudite se. Spremembe ste znotraj v samih, pa v družini, pa v lokalnem območju. Tle so spremembe. Zdaj sem šel že v eno vizijo, da še na glas povem. Dajte lokalnega kmeta podpirati. Dela ena neumestna, ampak je zelo pomembna. Ker kaj se dogaja? Globalno gledano, hočejo ustvariti lakoto. Ne bom rekel, kjer primek, ki se vse to beleži, pa vejo, da so tudi v zadju neki programi, ki pol to želijo preprečevati. Mogotci kupujejo zemljo po svetu. Zakaj? Nič ne posadijo. Treba je kle rešitev iskati. Lokalno v Sloveniji imamo ogromno kmetov. Jaz pač v našem koncu Domžalah imamo enega full dobrega, zelenavo, lejte, tudi meso se da dober dobiti, vse se da dobiti. Zdaj so šla v eno, jaz sem pač hočem ljudem povedati. Zdaj vidim, kako si v bistvu res neomejen oziroma teče čez tebe in prihaja veliko sporočil, ki jih vse naenkrat deliš in sej ni treba, da je vse tako perfektno urejeno, da mi imamo nadzor nad vsako svojo mislijo, da mi imamo nadzor, da zdaj, če bomo pa tole začeli, pa ne smemo iti en korak v levo, en korak v desno, super, izražaš svobodo, izražaš moč in moškost in to definitivno je darilo za naš prostor. Ja. Taja, niso vsi dnevi lahki.
niso vsi dnevi lahki, da ne boš mislil, da sem vsak dan tako prisoten, kot sem danes, so tudi težki dnevi, da ne bojo zdaj ljudje mislili, pa je ta zdaj klepr. Ne, ampak se pravim, z današnjim, če vam povem tako, včeraj sem še bil ves bogi, mi je bilo slabo, pa ampak jaz sem v glavi, da je danes pač ta intervju in ga je treba izkoristiti, da se čim več podeli dobrih informacij. In sem danes klej in sem zdrav, vitalen, ampak hočem povedati, če me pa včeraj en zjutraj videl, bi rekel, ti si v jutri sestavil. Ja, ampak sem se, se pravi, spet sem najdel rešitev. Vizualiziral sem, da bo danes v pravem času poka vse teklo. In teče, ne? Prosto je pa Ja. tvoj. Ja, moč odločitve, ja, moč odločnosti. Vidiš, kolikrat sva danes to rekla, moč odločnosti, odločitve in akcije. Ja, ta sporočila prihajajo ven. Mogoče to, kaj se tebi zdi, zdaj naši gledalci so tudi mladi ljudje, ki želijo uspeti recimo na svojem področju, pa karkoli, to je biznis, karkoli že počneš. Ali štrikaš pulover, ali prodajaš nekaj drugega, ali uvažaš ali karkoli. Kaj se tebi zdi, da prinaša uspeh na poslovni poti, s katero lastnostjo oziroma na kakšen način je tebi kot podjetniku uspelo? Pristnost, to, kar zdaj govoriva. Če jaz tako energijo pridem nekam na sestanek, bojo ljudje videli, da v bistvu dejansko se gre, da mi najdemo neko točko, ki bomo lahko sodelovali. Tudi nisem pristaš, pa ne me narobe razumeti, ne rabiš imeti zaradi mene doktorat, meni se gre, da si človek. In pri odločitvi, bom jaz s tabo delal, ti moj dobavitelj, je meni ful pomembno, da si tak, kaj si. Se pravi, to je pomembno. No? Ljudje ne namislijo, da če bojo naredili diplomo, doktorat, da jim pa je pol, vse to je brez veze, da sploh govorim, to se že ve. Se pravi, nisi tist, kar je napisan na papirju, ampak si tist, kar si v sam vase vlagal. Zato recimo, če ti narediš, kar je mogoče na začetku težko, da začneš meditacijo, pa 5 minut, ti spremeniš sebe in ti si pol atraktiven, ko se nekje pojaviš. Predstavljaš neke produkte, neke storitve. S to energijo prideš, verjameš v svoj produkt, boš lažje uspel. Ko pa ti tudi si v tem stanju, pač to se ve, dobivaš ideje, dobivaš prebliske, lahko še izum pogruntaš. Ne vem, to se sam prepustiš. In sva spet pri tem. Ni šola važna, ampak važen si ti kot človek. Dejstvo je, da določena delovna mesta zahtevajo določeno izobrazbo, kar si je sistem zmislil, da me narobe razumeti. V redu, pač jaz ne ustrezam temu, jaz ustrezam lastnim potrebam, pa lastnemu poklicu znotraj svoje firme, imam to srečo, sem hvaležen, nadaljujem družinsko podjetje in mi je všeč to, da lahko razvijam lastne ideje in mislim. Dejansko meni papir nič ne predstavlja, ko še enkrat povem, jaz, ko najdem idejo, jo plasiram. In to velja za vse mlade. Mladi, ki imate ideje, tudi, ko greste na razgovor za službo, predlagam, da ste pristni. Ne probajte ustrezati bodočemu delodajalcu, ker se to čuti. Povejte, lejte, jaz sem tak, pa tak, jaz imam, ne vem, imam otroke, bom jaz zdaj tudi bolniško vzel. Povejte po resnici. Pa v majstere, tisti gospod, ki vas bo hotel, bo rekel, pristanje. Vas bo prej vzel, ker pa če se čuti da najdem način, da bom ustrezil. Ne, ti se postrezi. Ti bo to, kar si. Pridi na razgovor za službo, povej, da bi imel tudi mogoče kaj takega, fleksibilno, gor, dol. Iščite taka delovna mesta. Iščite delovna mesta, ki mogoče, da ste lahko veliko z družino. Včasih 200 €, 300 € natekta tega, da si ti za vikend lahko z družino, da zjutraj lahko zgodaj prideš, ob 3 zaključiš. Hodim po terenu, po trgovinah, pa sem že parih ljudi začutil, da so se v enem letu malo spremenili, ker sem jim rekel, pa kdo te pa tiši, da moraš biti? Ja, pa sem že toliko stara, pa sem si kot to, ja, to imaš ti svoj program, daj pa ti pomisel, a si oddala določeno prošnjo za službo? Ja, ne, nisem. In kaj hočeš? Kaj mi javljaš pol? A si napisala CV? Ja, ga ne znam, da pa prosim, se ni problem, a ti pošljem link, kako se napiše CV. Ampak če ti začela verjeti, tudi če si 54 let stara, kle si nesrečna, ljuba duša, že let te gledam, ampak lej se mi ne smilaš, vprost, ja, sej vem, sej si mi že povedal. Lej, premakam se, ali pa ne jamri. Zaposljivi kadri pa so, sigurno povsod, ampak če ljudje ne verjamejo vase, jih tudi ne more nekdo opaziti. A se razumeva? Če pa ti verjameš vase, pa si dovoliš, da si pač najboljša verzija svoja, v redu je, boš sigurno dosegel neko stopnjo, ki ti bo ustrezala, nekdo te bo začutil, ta za mene delo, ali pa ta za mene. In ne bo vse štimal. Nikjer pa ne piše, da moraš eno delo upravljati 10 let, lahko zamenjaš. Ja.
V bistvu, kako je zdaj pomembno, ne, da res slediš sebi. To se mi zdi, da je zdaj prvo obdobje, odkar recimo v zadnjih 100 letih, najbrž še veliko, veliko več, ne, ko res je pomembno slediti sebi in vse to, kar si zdaj omenil, to, da si dovoliš biti pristen, da si dovoliš slišati svojo željo, da si dovoliš premisliti in reči, to ni več moja želja, kar je bilo zdaj 10 let, novo imam, močna je, kliče me, da to razvijaš, seveda ne, da ti zdaj skačeš iz ene strani v druge, ker ti v resnici nikjer ni uspelo ali pa ti nič ni všeč, ampak da tisto svojo željo, ki jo prepoznaš, lahko uresničiš. Sej, tudi pomembno se mi zdi to, kar si omenil, ne, recimo ti si lahko delodajalec ali pa delojemalec. Se pravi, da najdeš ljudi, s katerimi ti je dobro sodelovati, s katerim imaš nekaj sorodnega, s katerim čutiš neke vrste povezavo. To niso nepomembne stvari. Mislim, mi smo v službi, ne vem, ali po 8 ur, po 10 ur, tudi za vikende se mogoče slišimo, komuniciramo, kadar peljemo skupaj en projekt, smo praktično precej povezani. In to ni nepomembno, s kom si ti povezan, ne? Samo zato, da dobiš tisto plačo, pa da lahko potem plačaš stanovanje, pa da lahko plačaš ono, drugo, tretje. Ne, kvaliteta življenja, kvaliteta tvojega notranjega bivanja. To dela v bistvu premike na boljše, kjer potem res lahko kolektivno ustvarimo eno zadovoljno družbo, kjer ti srečaš človeka na ulici in se ti nasmehne in vidiš, da je v redu, da svoje življenje drži v nekih svojih rokah, da sledi sebi in mislim, da prihaja čas, ko bo tega vedno, vedno, vedno več. Super si to povedala in tudi na tej stopni ti bom rekel hvala v imenu nas, ki imamo radi take kanale, ki zbujate. Poglej, ti si tudi sebe poslušala. Bila si del sistema, pa si rekla, lej, da pristajam več na to, želim svojo pot in greš po pravih korakih in tega se ne da več ustaviti. In mi je všeč, ne, jaz sem tudi zdaj postal del tega, ne. Lej, tako kot si rekla, semena smo, posadili smo jih že, a ne, mi zdaj jih že kalimo. In, naša pot je, to je sam lepo, lej, jaz kot duša, zavedimo se, mi smo večni, mi smo samo v tej obliki trenutno, gremo si dovolj, da uživamo. Jaz to rečem, ne se bati, da vsak dan lahko stopiš v neznano znotraj sebe, tam, ki te pet not, poglob se, magar najte človeka, ki vas lahko vod, da boste šli prvič pogumno čez to, pa vas pa čaka osvoboditev. Tebi tudi ni mogel biti lahko, jaz grem pa ven iz tam, ne, pa grem na svoje, ne, svaka kapo dol, ne, spalala si, zdaj si živ v elementu, že greš, vidiš, kako pridajo priložnost, tak, ampak se premikaš in se ne dovoliš več ustavljati in ne pristajaš na manj. Pa še nekaj treba povedati, ljudje, nehte se obremenjevati, kaj drugi, ne, nehte, ker vaša pot je itak unikatna, itak bojo eni, ki vas ne bojo marali, itak pač, kaj je rekel Lao Tzu, je rekel, jaz to večkrat pač povem, dokler date na mnenja drugih, ste njihov suženj. Evo, Klink je naredil, res je. Se pravi, nehte biti njihov suženj. A je to najbližji? Ali je to ne vem kjer? Pa kdo je, da vas on ali ona sodi? Kdo? Kdo sem jaz, da sodim? Jaz tudi nimam vse urejen, pa bom uredil postop po svojih najboljših močeh. Skratka, dovoljmo si biti svoja neka najboljša verzija, so pa težki dnevi, pa so lahki dnevi. Danes je lep sončen dan, evo, danes je ful dober feeling, ne? Ja. Jasno. Ja, sprejemaš vse. Veš kaj, moram ti reči, da imaš čudovito mandalo v zadnji in da prav nekako nek svetniški sit ti daje. Mislim, to je zdaj malo za šalo, malo za res, ampak res na pravo mesto je postavljena. Ja, to je res. Mandala je krasna. Bom še malo povedal, da v bistvu imam to srečo, ne, da sem pač prepoznal tekom življenja žensko, ki mi je dejansko moja življenjska partnerica zdaj. In nekako ona se izraža skozi umetnost in to, kar gledate za menoj, je v bistvu njen izdelek. Ne? Ona dela poleg mandal tudi druge slike, Eva Hajdič, moja žena. Tako da ja, si opazila to lepoto. Pri vseh stvarih, tudi pri tem je neka higiena pa etika, ne? Pri umetnosti, v kakšnem stanju zavesti človek ustvarja neko umetnino. Ne? Recimo, energija se zapiše in če nekdo kipar, ki dela v jezi, v slabi volji, v tisti kipec naredi, verjemite mi, da se energija shrana. Ne?
Zato so zdaj prišli tudi pri umetnosti pomembno, da so prišli na sceno ljudje, ki dejansko čutijo, da so tisti dan v elementu, da si dovoli, da zavest teče čez njih in naredijo nek izdelka. Ne? In zato pol te izdelki imajo drugo frekvenco, višajo frekvenco v prostorih, kjerkoli se pač pojavijo, in to je neka higiena. Ne? Bodite pa tudi pozorni, ne? Ko greste nekam na obisk, če človek izbira, ne vem, določene grimase, to je pač del njihove podzavesti, njih to še nekako privlači. In ni nič narobe s tem, da me ne narobe razumeli. Ampak fajn je, ko prideš v en prostor, pa vidiš na stenah neke slike, ki stimulirajo tvojo intuicijo, vibracijo, se nasmehneš, ko začutiš, wow, le koliko je pa to nekaj lepo. Tudi pri teh stvarih je fajn, da si naredite selekcijo. Če vam je recimo nekdo nekaj podaril pred leti, ki še ni bila zavest toliko velika, pač visoka, kot je zdaj, pojdite preveriti tisti predmet. Sami sebe vprašajte, vam ga je dal iz srca, vam ga je dal iz ljubosumja, vam ga je dal, to morate vse preveriti. In take predmete, ki vam pride niso, da ni, odstranite jih. Ne rabite tega imeti v svoji hiši, v svojem templu, kjer živite. Tako da tudi to je pomembno, no? Če se že na to navezujeva. Ja. Tomislav, zelo me zanima, kaj imaš v mislih, kakšno predavanje oziroma kaj te kliče, da boš predal naprej, ker res se čuti to energijo, ki mora iti med ljudi. Ja, jaz mi rečem, bodimo alkimisti, ne? Spremenimo nekaj v prednost. Jaz bi mogoče prvo predavanje, ki ga preko bomo organizirali, bojo odnosi, kar ne pomeni, da ne bomo šli tudi na druge teme. Zato, ker itak interaktivno je fajn, da tisti prisotni, ki boste se v telo vključili, pa mogoče pa na koncu še malo meditacije, odnosi v smislu iskanja rešitev. A veste, vsi smo v nekih družinah gorasali, vsi iščemo neke vzorce. Jaz sem sreč, moram reči, pozdravil te stvari pri sebi, najdu odgovore, zakaj je nekdo pač in tako in kaj. Ljudje pa eni tega še ne znajo. Pa bom rekel, v odpuščanju je pota, ne? Ampak ljudje sami sebi težko odpustijo, še težje tudi drugim, ampak največkrat sebi težko odpustijo. In ta proces znotraj njih lažje steče, če se nekako pogovarjajo o tem, mogoče pol dobijo pogum, pa rečejo, ok, jaz bi pa res nekaj na tem naredil. Ker dejansko osvoboditev je treba v mislih narediti, ker dejansko v mislih pa pol znotraj vas steče. In tak telo se sprosti, tak telo dobi ideje, duša se osvobodi. In ja, ljudje v odnosih dostikrat se ujamejo, in tuhtajo neke stvari, pa po dneve, pa po mesece, pa zakaj meni to narediti, zakaj ne. Ja, ampak dajte pri sebi poiskati, zakaj ta duša pri vas to sprožila v tem življenju, zakaj se je pojavila, da vam je to naredila, kar je za vas največji breme, in se najde odgovor. Morate pa vedeti, da so tudi mi kot duša smo se že inkarnirali, nismo samo v tej dimenziji, smo bili že večjih. In je treba z roke poiskati. Jaz mi rečem, da bom šel zdaj globoko noter, gremo mi v ta življenje, v temelj, v otroštvo. V otroštvu so res zapisi. Dojenček ne razume jezika, ampak čuti pa vibracijo. In če je eden staršev v strahu, pa da on ne verjame vase, kako mislite, da bo v prvih 7 letih se podzavest načrpa tega in ta človek ima cel life, če se ne bo soočil, bo skozi, ne bo isto vibracijo naprej pelil. Mi smo pa zdaj ta generacija, ki znamo to pozdraviti, ki znamo najti recept, da se tega osvobodiš. In to so odnosi. Ja, super, da si to izpostavil, nikakor ne, ni potrebno, da pristaneš na to. Prvih 7 let sem imel takšnih in to je zdaj do konca življenja. Ne, v vsakem trenutku lahko človek vstopi in pozdravi, oziroma telo, duša, to je naše samozdravitvene moči so izjemne. Samo, da se v to podaš, da to spoznaš, da imaš nekoga, ki te skozi to vodi, ki te tega uči in pot je odprta. In nikakor nič ni za vse večne čase, ne slabo, ne dobro, nič ni zabetonirano in ko se človek odloči delati na sebi, lahko pričakuje izvrstne rezultate. V smislu kakovosti življenja in dobrega počutja. Tomislav, hvala ti za ta res prijeten in poln energije pogovor in se veselim naslednjih srečanj in sodelovanja s tabo. A bi mogoče za konec še kaj povedal?
zdaj, ki si imela to, sem dobil sam sporočilo. Edina, kar je večno, je sprememba. Ne se biti sprememb. Sprememba je nekaj, kar je del vsakdana, dajmo reči, blagoslovimo spremembe, ker v bistvu nas bojo pelale v drug svet. Če vam ta ni všeč, nekaj naredite za svoj svet. Ne? Razvoj. Taja, hvala tudi tebi, Hvala ti. za našem pogovor, ful mi je bil všeč. Itak, lej, teče in midva bova še marsikaj sodelovala, to se že kar čuti. Pa hvala vsem gledalcem Res je. pa gledalkam, naredite si svoj dan, tako se reče. No. Kar pogumno.